Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Upam, da se imate lepo. Predvsem pa nekaj stvari bi vam rada zaupala. Ne vem, koliko prebirate kakšne knjige, ampak mene je pred nekaj tedni navdušila ena knjiga, v kateri je pisalo o Nikoli Tesli, kaj je on povedal na enem intervjuju v New Yorku. In sicer so ga vprašali, kako je zdaj kaj z njegovim ustvarjanjem, kdaj bo kaj novega naredil in tako naprej. Veste, da ima več kot 200 takih in drugačnih iznajdb. In on je rekel, veste kaj, jaz imam pa dovolj imam ustvarjanja za sedanjost, ker sedanjost tako ali tako tega ne dojame, vseh njegovih izumov. In odločil sem se, da bom ustvarjal samo še za prihodnost. In zato pravijo, da je Nikola Tesla tisti, ki je izumil prihodnost. Ampak, spoštovani gledalci in gledalke, ta prihodnost, za katero je on ustvarjal, je danes, je tukaj in je zdaj. Danes bomo govorili o zelo zanimivih stvareh, o Teslinih generatorjih. Lahko si kar nekaj o tem preberete tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si, ker nas navdušujejo že kar nekaj časa. In sicer tako zelo, da jih tudi sama uporabljam in jih uporabljamo, zato da gledalce in gledalke napolnimo s takimi dobrimi vibracijami, energijami. V čast mi je, da v svoji družbi pozdravljam gospoda Mraza, Čedomirja Mraza, ki je za nas prišel iz Nemčije, in pa našo gospo Marijo Debeljak. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Hvala, da ste se odzvala našemu povabilu in klepeto o napravah, ki delujejo kot fontane bioenergije. Sem se prav izrazila? Prav, krasno. Kako je pravzaprav sploh prišlo do njih? Kakšna je tukaj zgodba zadaj? Pa Nikola Tesla je još 1880 i neke godine pričao o tome i izveštavao na raznim skupovima o svojim frekvencijama koje deluju pozitivno na organizam. Torej, Nikola Tesla je pred 1800 in večimi leti, gospa Marija, popravljajte me, če vam kaj narobe, je torej že govoril in razlagal o tem, kako dobrodejno na človeško telo delujejo prav frekvence. I ta njegova istraživanja nastavili su i drugi naučnici, lekari i tako dalje, tako da je to postepeno dolazilo manje ili više u javnost. Međutim, tek u posljednje vreme, Tesla je govorio, moje vreme tek dolazi. I izgleda da stvarno dolazi Teslino vreme. Torej, če povzamem, Nikola Tesla je vedno govoril, da moj čas bo že prišel in res je, ta čas je tukaj, takrat se o teh frekvencah in njihovem vplivu ni toliko govorilo, zdaj pa, ja, že govorimo o tem pravzaprav. Na kakšnem principu, oziroma kakšna je torej ta zgodba zadaj, kako so te naprave, ki jih imamo danes tudi tukaj, kako so nastale pravzaprav? Pa nastale su daljim razvojem tih Teslinih patenata, tih Teslinih zamisli. Znači, on je prvi govorio o skalarnim talasima, koje nauka ni do danas ne može potpuno da razjasni, ali da su ti skalarni talasi tu, da uspemo da koristeći Tesline naučne istraživanja koristimo, za to imamo mnoge dokaze, između ostalog i gospođa Marija o tome može više da priča. Torej, gospa Marija nam bo zaupala, kakšne so torej izkušnje z uporabo le-teh. Sicer pa gospod pravi, da so vsi ti aparati, vse te naprave pravzaprav nastale na podlagi preučevanja te Tesline znanosti, v katero so seveda vključeni tudi skalarne frekvence oziroma ti skalarni valovi. No, in potem se vse skupaj tudi začelo. Kako je danes? Vi ustvarjate torej v Nemčiji, sicer prihajate iz Beograda, kaj ne da? Da, ja sam inženjer završio u Beogradu elektroniku, ali već jako dugo godina živim i radim u Nemačkoj. Imam svoj inženjerski biro, radim industrijsku elektroniku i bavim se već preko 20 ili 30 godina elektromedicinom. Za Tesline talase imamo čak i dokaz jednog instituta baš iz Ljubljane, Bion, koji je radio sa medicinskim fakultetom, testiranje i certifikat da aparat vitalizuje.
Znači, daje vitalnost. Torej, gospod sicer prihaja iz Beograda, tam je tudi dokončal svoje izobraževanje, vendar deluje že precej časa torej v Nemčiji in že več kot 30 let izkušenj ima na področju torej naprav, električnih naprav, ki so namenjene torej zdravju, ohranjanju našega zdravja. In tudi tale aparat, o katerem bomo danes govorili oziroma ga dejansko uporabljamo, ima pravzaprav certifikat oziroma potrdilo iz ljubljanskega inštituta Bion, da seveda zadeva deluje dobrodejno na naše telo. Gospa Marija, kdaj ste se pa vi seznanili pravzaprav s tem, da frekvence dobro delujejo na človeka, tiste ta prave, blagodejno, da delujejo na naše telo? Kakšne so tukaj vaše izkušnje? Jaz sem se srečala s temi aparati pred 4 leti in pol, tako nekje. Izprobala sem jih pravzaprav na sebi. Ker sem imela zelo hud prehlad, temperaturo in mi je en gospod, ki je ta aparat uporabljal, sem ga prosila, če me on nadaljavo priključi, tudi če nismo vedeli, kaj sploh bo delovalo. In jaz sem čudežno se pozdravila čez noč. 38 temperature, tako je bilo vse v redu. No, in potem sem ta aparat nabavila tudi sama in sem začela delati preizkuse na sebi, na svojih, na prijateljih. In sem videla, ker jaz se pač ukvarjam z radiestezijo. Zdaj, mogoče komu to ni mirodajno, ko mi z Nihalom vprašamo, koliko je energije, koliko imaš tega, kako se počutiš, ali je kakšno vnetje ali ne. Tudi meni to od začetka ni bilo jasno, ampak iz leti, ko imaš pa veliko izkušenj in dobiš prave potrditve in še celo, ko grejo ljudje k zdravniku in dobiš isto diagnozo, kot sem jo jaz postavila, in ko brez vseh zdravil se je to vse popravilo, pozdravilo, pol mislim, da je to dosti velik dokaz, da tole deluje. Naprimer, če vzamemo samo te aparature gospoda Čedomirja, če lahko vzamem samo našo hišo. Naša hiša celotna stoji na njivi, kjer je sama voda. In do pred takrat, ko smo mi te aparature imeli, pri nas so bile stalno neke bolezni, stalno je bilo slabo počutje, nobena stvar ni bila v redu. In tudi smo razne bioenergetike, so mi prišli v hišo narediti zaščito in to, ki je bilo, nekaj časa je bilo v redu, pa je bilo spet isto nazaj. Ko sem pa se jaz prvič srečala s tem aparaturami, pa velikokrat še pregledam, kakšno je stanje, je čisto v redu. Se zneutralizirajo vsi vodni tokovi, vse Hartmannove mreže, vse druge vibracije zemlje, ko so tudi rudnine, jezera, vode in tudi stara grobišča in bojišča, ki jih je v Sloveniji zelo veliko. Vse to smo s testiranjem sem ugotovila, oziroma imam še koga, da malo preverjamo, da nisem glih sama v tem, da jaz sem tole ugotovila, a boš tudi ti in se veliko nam ujema. Najbolj mi je pri srcu to, da energetsko šibkim ljudem pomagamo, da se osvobodijo nekaterih entitet, bi lahko rekla kar prilično velikemu številu entitet, slabih energij, kraje energij. In ko smo ljudje osvobojeni vsega tega slabega v narekovajih, se mi enostavno začnemo boljše počutiti. To je tudi dokazano, ampak med ljudmi, ki pridejo, ki jim to ponudimo, ki jim to zrihtamo, je dokazano in je veliko zadovoljstvo. Pač zraven tega pa spada tudi to, da ko mi človeka očistimo in zrihtamo in njegovo okolje, bivalne prostore, je zelo dobro, da si človek za nadaljne vzdrževanje nabavi aparatič sam doma. Mi imamo tudi učno uro, kako vse to poteka.
Bi pa zdaj rekla tele izkušnje, ki ste me vprašala. Ne? To bom dala kot prvo, je čisto novo. Pred dobrimi 3 meseci, mogoče malo več, sem pri testiranju, pri diagnosticiranju, energetskemu diagnosticiranju opazila, da pri veliko ljudeh, ne pri vseh, je celotni energetski sistem popolnoma porušen. Ne dela nobena čakra, noben meridian, limfni sistem. Na splošno vse je na nuli. In ko sem to prvič odkrila, pravzaprav sem bila nekako šokirana, kaj zdaj to pomeni, ker vsi vemo, da brez delovanja čakr, limfnega sistema, meridianov in vsega tega, mi ne moramo delovati. Še posebno, če se čakre narobe vrtijo, pol je cela znanost treba, da se uredi. In nisem vedela, kaj bi naredila. Jaz sem na svoj način, ki vam ga lahko tudi pokažem danes, kako to naredim, dala to osebo, prilagodila prav za to, dala v aparat in na moje veliko veselje in na veselje teh ljudi je vse prišlo. Prav v tist red, kot mora biti, da so bile vse čakre enake, v harmoniji, limfni sistem je začel delovati, meridiani so začeli delovati in človek se je že tam, se človek počuti bolje, začuti neke vibracije, toplino in tako dalje. A boste demonstrirali? Ja, lahko. Koga pa? Ja, dajte naše gledalce pa gledalke. Aha. Bi šlo? Kar nasploh, seveda. Ja, tako kot ste vi mene naučili, da moram jaz pred oddajami, gospa je namreč moja učiteljica tako radiostezije, kot tudi upravljanja z vsemi temi stvarmi. In moram reči, da hvala, dobro deluje, kar se vseh teh stvari tiče. In dajmo pokazati, kako to gre, ker meni se zdi blazno zanimivo. Jaz bom kar sedela. Aha, boste kar sedeli? Ja, bom kar sedela in bom naredila tako, kot jaz naredim doma. Dobro. A zdaj moram dati vse gledalce noter. To pa še nisem delala, samo celo Slovenijo sem pa že dala noter. Aha, no, fino. Ja, zakaj pa ne bi pomagali ljudem, če lahko pomagamo? Tako. No, jaz rečem čisto lepo domače. Jaz sedaj dam roko tam, jaz sedaj v vaše vibracije predajam vse gledalce te oddaje, Klepet ob kavi. Prosim za popolno prečiščenje celotnega energetskega sistema na vseh nivojih. Prosim, da vsi energetski centri delujejo v popolnem Božjem redu. Predajam vam fizično telo vseh naših gledalcev, vse organe v telesu na vseh nivojih. Prosim, da delujejo v popolni harmoniji, na popolni Božji način. Predajam vam vse situacije, v katerih se ljudje nahajajo, na vseh nivojih, na vseh področjih. Prosim, da vse te situacije smejo priti v popolni Božji red, tukaj, sedaj in za zmeraj. Hvala. Ja bi tome samo kratko dodao da ta zračenja koja su tu, koja postoje, koje aparati, imamo celu paletu, posebno ova nova serija aparata koje smo sada izložili, oni deluju i bez naloga. Kad se da nalog, onda je to višestruko bolje. Torej, niti ni nujno, da se da nekakšen namen, delujejo že sami po sebi kot fontane bioenergije. Tako je. Če pa damo namen, ga pa pravzaprav vse te žarke usmerimo v točno določeno zadevo, kar pomeni, da je s tem, kjer je namen, se pravi, še bolj močno deluje. Ja, samo mi ne moramo dati vse gledalce, ki gledajo to oddajo, brez namena. Brez namena. Ne. Kadar mi damo namen, damo za tiste ljudi, ki niso prisotni. Se pravi nadaljavo. Namen se da nadaljavo. Sicer pa ne, smo mi zdaj vsi tle se fajn kopamo. Tukaj pa smo vsi tukaj se fajn kopamo. Če pa kdo izmed nas
ima eno specifično težavo, pa lahko za tisto osebo posebej damo, prav samo za tisto težavo damo nalogo, da tisto še bolj pol izpili in počisti. Gospod Mraz, vi ste to naredili, iznašli, oziroma to je vaš produkt. Zakaj, kaj je tisto v samem aparatu, v sami napravi, da se pravzaprav kot fontana bioenergije, da to pride ven, se pravi, kje je ta skrivnost, kje je ta catch, bi lahko rekli, da pride Imaginacija. Vi imate jednu šarm i sposobnost da prezentirate stvari. Marija ima sposobnost da testira, da pomaže ljudima, a ja imam sposobnost imaginacije na osnovu nekih razmišljanja, čitanja, rada od Nikola Tesle i onda dođe neka ideja i onda se ta ideja materializuje. Gospod Mraz je zelo lepo povedal, da vsak izmed nas ima pač nek talent, nek potencial, ki ga torej razvija, omenil je mene in gospod Marijo, no on sam pa ima ravno to sposobnost vizualizacije, po kateri je slovel tudi Nikola Tesla, in z njegovimi znanostmi, z njegovim proučevanjem literature si je tudi pomagal, zato da je ta naprava pravzaprav tudi nastala in kar hitro je prišlo do realizacije le-te. Ja, super, odlično. Mene nad vse veseli. Mogoče še vprašanje, na koga torej vse deluje? Na ljudi? Kako pa je z živalmi? Ta aparatura deluje na vse ljudi, brez izjeme na vse. Mogoče bi rekla, da ne deluje na nekoga, ki bi bil pa prav res nastrojen proti vsem tem novostmi. Kaj pa to, tam pa res mogoče ne prime. Ker že v a prioriju ta človek sam tega ne dovoli. Imela sem tudi primere dveh psov, ki je bilo vprašljivo, a se pozdravita ali ne strani veterinarja, ampak ti psički so se pozdravili. Tudi doma imamo psa, ker ni nikoli bolan. No, super. Živali zmeraj sprejmejo, človek je tisti, ki lahko si zazida, naredi zid, Mi si sami naredimo zid, ker pač, kaj bo tole meni pomagalo, pa kaj to, ampak res, danes so te vibracije že tako visoke, da mi enostavno moramo jeti naprej, hočeš, nočeš. In tiska ne gre, da obstane. Se mi zdi, da smo zdaj v enem takem času, kjer je res neverjetno veliko potencijala, da zrastemo, da delamo res na sebi, ampak hkrati pa tudi zelo veliko teh zank, kjer pademo. Pademo nazaj lahko, Pademo nazaj, Jaz bi zdaj ob tele priliki nekaj položila na srce našim radiestezistom, zdravilcem po celi Sloveniji. Glede na to, da sem je zdaj odkrila, da pride eno obdobje, ker ne delujejo čakre, nič. In tudi imam dva primera. Ena gospa je šla v bolnico, so jo odkrili, kar huda stvar. Druga gospa, to sem danes pol poklicala, kako se je rešila, je bila par dni z visokim krvnim tlakom, preko 200, okrog 240 in tako dalje. Ni spala, se počutila zelo, zelo slabo. In sem jaz včeraj se pol hčerko njeno dogovorila in sem jo dala v prav ta aparat. In danes zjutraj, prej, ko sem šla od doma, sem poklicala, kakšno je stanje. Naša mama je super. Krvni tlak se je znižal čist na normalo, spala je odlično. In na podlagi tega se vidi, da to deluje, ker ljudje se mi ne morajo zlagati, ne, zdaj je pa dobro, če ne bi bilo dobro. In bi jaz apelirala na vse zdravilce, da bi na neki način pomagali ljudem, da se ugotovi, ali jim energetski sistem deluje pravilno ali ne. Kajti to je tisto in mogoče bo mrzkdo obvarovan bolnišnice in to. Najlepša hvala za gostovanje, najlepša hvala za vse te besede in lep dan še naprej. Pa tudi vam.